Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma istoimenskega podcasta. Lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in pred nami je nova zgodba iz serije Stebri slovenskega alpinizma. Torej nova zgodba iz zgodovine slovenskega alpinizma. Tokrat sem v Kamniku, oziroma ne čisto v Kamniku, ampak zraven njega, v Nevljah, je pravilen izraz? Ja. Kraju z bogato alpinistično dediščino in številnimi izjemnimi posamezniki, ki so premikali meje mogočega oziroma meje slovenskega alpinizma v tem širšem okrožju tukaj. In eden od takih je moj današnji sogovornik, to je Vinko Cene oziroma Cenko Berčič. Cene, lepo pozdravljen. Hvala, ker si se odzval na moje povabilo. Cene je alpinist z neverjetno življenjsko zgodbo, alpinistično zgodbo, ki je tudi zgodba vztrajnosti, odločnosti in predanosti goram. Predstavitev. Cene je sodeloval na vrsti odprav v Himalaju, Hindukuš, Karakorum, med drugim na vzhodni Tiričmir leta 1978, pa potem še na Lhotse Šar, Ganeš, Pomori, med njimi je pa verjetno najbolj znana odprava na Daulagiri in ne nazadnje tudi na 8000-ak Cho-Oju. Prav izkušnja z Daulagirijem leta 1981, ker je hudo pomrznil in posledično izgubil prste na nogah, bi marsikoga zaustavila, no, njega ni. Po tej preizkušnji se je namreč spet vrnil v visoke gore in leta 2006 osvojil 8000-ak. Cene je bil tudi član odprave Tomaža Humarja, ko je le ta preplezal legendarno smer, danes mlajšim generacijam tudi poznano, v južni steni Daulagirija. V njegovem življenju se prepletajo pogum, tiha skromnost in predvsem neverjetna vztrajnost. V današnjem pogovoru bomo izvedeli več o njegovih začetkih, tukaj v Kamniku, oziroma če je bilo to v Kamniku, bomo izvedeli o zgodbah z največjih gora sveta, o tem, kako je izgubil, oziroma kako je doživel izgubo prstov in kljub temu nadaljeval s plezanjem in še marsikaj. Torej, prisluhnimo izjemni zgodbi plezalnega življenja Ceneta Berčiča. Cene, še enkrat lepo pozdravljen. Začniva z prvim vprašanjem, klasičnim vprašanjem, kronološkim, torej vedno pravim tam, kjer se je vse začelo, kjer se je začela tvoja plezalna zgodba. Torej, zanima me, kje in kdaj si začel plezati in v bistvu zakaj? Kaj so bili tisti vzgibi, družina, prijatelji in tako naprej? Ja, jaz sem, v bistvu moj prijatelj je šel v plezalno šolo in je rekel, prid zraven in boš pač gledal, kako plezamo. In seveda, jaz sem bil takrat star, mislim, da je 12 let, 13. In tako sem prišel zraven, da sem spoznal te ljudi in seveda, jaz sem bil takrat premlad še in me niso hoteli vzeti v šolo, ampak so rekli, ko boš star 16 let, pa lahko prideš. Tak je bil pogoj. In seveda, je pa pač bilo lihko malo nanesel, da sem pa kljub vsemu šel v plezalni vzpon pa prej narediti, pred 16 letom. Tako mislim, da sem bil star dobrih 13 let. In me je France Malešič takrat vzel s seboj v Zeleniške špice. Zeleniške špice je bila torej tvoja prva smer in tvoj na nek način prvi mentor, vodja je bil France Malešič, tudi tule domačin v Kamniku. Ja, seveda, no, on ni bil takrat mislim, da vodja šole, ampak bil je eden izmed starejših že takrat in je me pol vzel na vrv, tako da sem bil privezan, ko sva šla skozi. Koliko si bil star torej pri prvi
maturi? Ja, to je bilo 73. leta. To se pravi, sem bil star 14 let. No. 14-letni, ampak šole še takrat nisi mogel Ne, opravljati. še Torej si ni. mogel čakati, govorimo o alpinistični šoli. Ne? Alpinistična je bila pa 2 leta kasneje, to je 75. leta. Ne tako kot danes, ko imamo plezalne šole, ko se lahko otroci vpišejo v plezalne vrtce in tako naprej in trenirajo na umetnih stenah od, ne vem, 7. naprej. To so bili drugi časi. Ne? Takrat seveda, takrat- alpinizem je tudi drugačna dejavnost. Ne? Tako, takrat je bil pogoj to, 16 let, pa starši so mogli dovoliti. To je bil nekako pogoj. Tako da jaz sem pa to že prej hodil, v klub se spoznal z ljudmi in smo že prej tudi veliko v hribe hodili. To se pravi, je bil še mladinski pogon istočasno. A ne? Ampak, ker smo bili vsi povsod, smo skupaj v hribe hodili, tako in po zimi in po leta. Se spomniš, kdo je bil vodja takrat alpinistične šole, ko si jo ti obiskoval? Metod Humar. Metod Humar. Ja. Kdo je bil pa načelnik takrat? Je bila to ena in ista oseba? Ali? Načelnik je pa mislim bil Cene Kramar. Aha, odlično. Ja. Sami danes znana imena. On je takrat bil načelnik odseka. No in seveda, pol je pa hiter, ne, takrat se je on pol po nesreču, 77. leta se je pa po nesreču odril in je preminul na poročnem potovanju je bil. Aha, tako. Ja, Ko si ja tako. začenjal torej, plezati, zakaj si pa sploh se, torej prijatelj je bil kriv, ampak verjetno je to seveda razlog tudi okolje tukaj v Kamniku, Ja, ker je bila močna tradicija alpinistična. Tako, ja, kako bi rekel, pobrali smo se skupaj, a ne, in nas je bilo kar nekaj, a ne. Nekaj se je bilo starejših, a ne, Marjan Kreharjev, pa Dušan Podbevškov, pa še kar sem šli bili starejši, potem smo bili pa, jaz sem bil med najmlajšimi zmeraj, a ne, kamorkoli sem šel, sem bil med najmlajšimi, a ne. In smo se potem pobrali in tako, da smo potem skupaj hodili v hribe vsak teden, a ne. Kje ste največ plezali? In v bistvu, kdo so bili tvoji najbolj standardni soplezalci? Si imel standardne soplezalce? Ali? Ja, več ali manj, a ne, recimo z Bojanom Polakom od starejših smo bili skupaj, sploh po zimi, a ne, polet malo manj. Drugače pa Milan Gladek, Dušan Orehek pa Janez Plevel, to smo bili 4, ki smo šli skozi to šolo. Metod je bil vodja, no in od tega smo 3 šli v Himalajo skupaj, kasneje na Loce Šar. Kje ste pa največ na začetku plezali? Tule, domačih? Tako, največ je bilo pač tukaj, seveda potem okoli 1. maja je bila Paklenica, potem se je pa šele julija so se pa Julijci odprli, ki je sneg zginil, a ne. Da smo šli lahko še v Julice kaj, a ne. V tujino je bilo tega malo manj, a ne. Ko si začenjal plezati, si imel očitno si poznal ta alpinistični svet, so po televiziji, po časopisih že pisali o odpravah, Himalaja je že takrat. Ja, seveda, takrat so si imel kakšne vzornike? Da bi tako rekel, pa ne. Da bi imel zdaj prav vzornika v alpinizmu. Ne, zato, ker so te stvari, kako bi rekel, kar tako spontano rasle gora, ne, pa bi zdajle malo, pa bi jutri še malo več, po jutrišnjem še malo več, a ne, tako da smo pa seveda vse te knjige, kar je bilo na voljo takrat, a ne, jih ni bilo toliko kot danes, a ne, smo pa, bi rekel, prebrali po večkrat, a ne, od Hermana Bulla, Lemaitre, pa še kaj, a ne, tako da je bilo to zanimivo in seveda, potem se je to, se pravim, spontano je šlo zmer več. Ni bilo na začetku, sploh nisem razmišljal, da bi kakšno kariero delal. Ampak je počasi iz domačih sten, vedno višjih julijskih, prišla tudi tujina in tudi odprave. Ne? Leta
1978 leta te lahko že zasledimo na odpravi vzhodni Tiričmir, govorimo skoraj o 7700 metrov visoki gori, kjer si bil na odpravi, to je bila jugoslovansko-polska neka odprava in takrat v bistvu se povzpneš že na ta vrh. Mislim, da tule imam zapisano Miro Šušteršič, s tem, da sta bila pa pred vama že na vrhu Miro Štebe in Borut Veselko. Ja, no tako je bilo. To je bil meddruštvena odprava iz Katovic na Poljskem pa Domžale. So, tako v tistih cajtah je bil Kamen pa Domžale še skupaj. Domžale so njih takrat mečkem prej ratale za sebe. In je bilo tako, da so dali razpis, jaz se tudi nisem razmišljal, da bi se prijavil. No, potem je bilo pa tako, tudi danes še zmeraj ne vem, zakaj sem se sploh prijavil, mislim, zakaj sem pol šel. Tako je bilo, da je enega kolega Mirota Šušteršiča avto povozil in je mu kar hude poškodbe kolena, pa vseh teh, pa še druge stvari in ni mogel jeti. Pa so pa rekli, fajn, če bi kdo še šel. Takrat sem se pa pol, rekel, kar odločil, da bi jaz pa šel. Čeprav sem bil star, takrat sem bil star pa zelo dobrih 19 let. In to še ni, toliko mladi niso hodili okrog. Zakaj je to bilo, kaj pa jaz vem, to še danes ne vem in sem se odločil. In smo potem šli, To je bilo tako lepa zgodba, dolga je bila malo čez okoli 3 mesece. In veliko smo videli, ker smo pač po tleh potovali, nismo šli z avionom. Ja, tako da je bilo to zelo zanimivo, od Katovic na Poljskem, da smo Polake spoznali, tiste, ki smo bili potem skupaj. Med njimi je bil tudi takrat še Jurek Kukučka. Z vami je bil na tej odpravi? Ja, smo bili skupaj. In pa Tadeusz Petrovski, ta je kasneje na K2 umrl. Tako da je bilo nekaj, sicer nekaj je bilo tudi takih članov, ki so že doma vedeli, da ne bojo šli, ampak oni niso mogli takrat kar po svetu hoditi in je fajn, če so se pridružili kakšni odpravi, pa so šli pol malo turizma zganati. Smo šli na Poljsko, Varšava, Minsk, Moskva, smo bili v Moskvi 2-3 dni, tam pa na Transsibirsko, do Uzbekistana, zdajšnjega, do Taškenta. Tam smo bili 24 ur, potem smo mogli pa spet za 24 na vlak do Termeza, do meje iz Afganistana. Tam je velika reka Amur Darja in so bili že neredi in smo bili edini, ki smo šli čez mejo takrat z ladjo v Afganistan. Bil je B-plan, če ne, gremo v Dušanbe na avion, pa z avionom že to je bilo možno, po tleh pa ni bilo. No, ampak so takrat, ne vem zakaj, spet izjemo naredili, tako da smo šli mi vsi skupaj lepo z ladjo 2 ure po reki v Afganistan, tam pa na kamion, potem pa na kamionu Kabul, Pešavar v Pakistan. In takrat je bil konec monsuna tam, tako smo parkrat mogli čakati, da so ceste zrihtali, da smo lahko šli naprej. 2-krat smo mogli nosače najeti, ker ceste ni bilo, da so nam prenesli robo. Tako da je bilo to kar zanimiva zadeva in dolgo se je trajalo. Res z današnjega vidika gledanja neverjetne izkušnje, potovanja, krajev, ki pač seveda niso več takšni, kot so bili takrat. Pa še izkušnja z res dobrim plezanjem, tudi uspešen si bil, ne? Ja, no, pa v hribih je bilo tudi, malo sem se zgubil, ne zgubil. Ena skupina, Kukučka in Janez Šušteršič, pa še en so šli naprej kot predhodnica odprave, naprej, da bojo pregledali, kako je. In en dan kasneje,
Oni so šli, rekel, že proti bazi, so štartali, to je v prvi dan za pešjat. In naslednji dan, kdo bo šel pa zdaj zraven? In jaz sem rekel, ja, se grem jaz lahko, a ne? Je fajn med nosači, da je eden od članov odprave. Seveda, in to je bilo v urah, malo zjutraj, ki je vroče bilo, a ne? Smo malo štartali. In sem bil jaz že ob 7 zjutraj tam, ko mogo biti zvečer. In to ni bilo lih meni čisto jasno, ker sem bil pa sama, ne? In sem šel naprej. Od tam in potem že visok gor, že pridem nad vasi gor, pa gledam na drugo stran doline, pa to, kjer nobenega človeka, sem rekel, to sem malo čuden, zdi, da le, a je to v redu, a ne? In sedim, gledam, študiram, kaj bi naredil. Se obrnem nazaj po pot, prihajajo Kukučka pa Janez, tisti, ki so bili en dan prej šli pred mano. In potem se gledamo en drugega, kaj je zdaj narobe, a ne? No, in potem smo se seveda hitro zmenili in sem šel z njimi naprej. Obenem je šel pa en nosač tudi nazaj dol in se je njemu pošta napisala, da je vodja vedel, da sem jaz gor, ne pa dol. Ne? Ja. Telefonov še ni bilo in vsega tega, ne? Ja, tako. Tako da smo bolj, je bila to ena taka anekdota, no, vmes. Ja. Ja, in potem smo pač naprej šli, ne, tam nekje baza je bila 4000 metrov, 3900. In je bilo pa kar rekel, ta vzpon je bil nikjer, kakor jaz vem, ni bil nikjer predstavljen, zapisan, kaj dosta, ne, ker takrat se je lih Everest pripravljal in je bila vsa pozornost v to, a ne, in je pa še to je, ne, ko sem prišel z te odprave domov, sem šel hojakem takoj. En mesec sem bil doma. Za koliko časa vojsko? Vojsko sem bil, no, ker nisem dopusta koristil, mislim, da sem bil tam 13-14 mesecev. Aha. Torej, takrat je še bilo leto pa pol menda, kako, ne? Tako, ja. Ja. Torej, dobro leto. Dobro leto sem bil, ja. Po tej odpravi, ja, tako je. Ta Tirič Mir je na nek način kar spregledana, ali pa spregledan dosežek v res tistem veličastnem obdobju uspehov himalajskih, kjer je bila pozornost Makalu, pa potem Everest. Ja. Pol se je pa že pripravljal Lhotse, ne? 81. leta. Torej, ti prideš domov in greš v vojsko in pol ti dobro leto ostane do Daulagirija odprave. Tako, ja. Jaz sem prišel konec 79. leta. Mislim, da je okoli 29. novembra, ki je bil še praznik, takrat sem prišel domov. Ja. Kako si se znašel v ekipi za Daulagiri? Dobro, spomladi tistega leta je bila ta velika odprava v Lhotse. Si imel željo tudi, ali pa kandidiral tudi za Lhotse? Ja, zdaj, takrat so bili, malo je bilo teh problemov, problemov iz te kategorizacije. Ja. In jaz sem takrat iz to odpravo sem, mislim, a mi je samo en vzpon manjkal do mednarodnega razreda. In ko sem bil pa v prvojakih, sem se zelo prijavil, so rekli, nimaš razreda. Se ni to prenesel naprej, kot zdaj že leta, ne? In nimaš razreda in ne moreš. In so mi rekel, da nisem bil. Čeprav sem ga pa že naredil, to se leta 80 sem že imel toliko vzponov, že tudi razred, samo ni bil pa še, rekel, potrjen, ki ni bil konc leta. Ne? Ja. In seveda pol tam odpadeš, a ne, pol pa je pa Šrauf pač to organiziral, je on to potem zbral, kaj bo pa kako pod svojimi pogoji, a ne. In tako da, pa sem se pač tja prijavil, a ne. Tako da, ti sem hotel, bi lahko še povedal, recimo, za ta Tirič Mir. To je verjetno ena redka odprava. Ali pa bom rekel, ne edina, a ne, sigurno ne. Ampak sej, kar v Sloveniji poznam, a ne, da nismo imeli nobenega kuharja s seboj, nobene šerpe, vse smo se mi gor znosili in vse tudi dol. Edini vrvi so ostale, vse šotore, vse smo pospravili za sabo. Takrat, a ne. In to smo mogli sami znositi. In to samo, nas je bilo sicer, to se pravi, 15 se mi zdi, od tega polovica ni šla višji od tabora 2. Do tja pa nazaj, sploh nič drugega.
a ne, in so samo pač šli malo tako, a ne. Ja, tako da je to edini, kar smo imeli smo samo enega domačina, nam je posodo pomival. Pa vodo nosil, no. Drugače pa nobene druge stvari. Dobro. In še to je bilo tako, ne, tudi je bilo zelo rekel, res natesno s časom, po en dan odmora, ko si prišel s hriba, zmatran, ne, en dan spočival in že tisti dan pripravljal za naslednji dan šel nazaj. A ne. Ja, tako da je bilo kar... Zdravnika ste imeli? Ja, Aha, zdravnika smo imeli, to je bil iz Krakova eden, Genek je bil in jaz sem takoj dobil, ko smo v Pakistan prišli, mislim, da sem dobil drisko, a ne, in me je ta zdravnik skup spravil v enem tednu, da sem se spet, no potem pa lihle, ker sem se takrat, ko sem mal prehiter hodil, a ne, sem prišel v eno vas, mi je dal en domačin tako mrzlo vodo za pit, lepo čisto, a ne. Potem je bilo pa konec, a ne. Mi pa ni mogel več, sem pa še enkrat drisko dobil in je bila zadeva zaključena. Tudi noben zdravil več ni pomagal, je samo blažil, ni pa pomagal. A ne. In v bistvu potem si šele šel na goro s temi zdravstvenimi težavami. Ja. Ja, na 7-6 skoraj. Ja, seveda, sej, to je bilo kar, ko bi rekel, včasih, a ne, ker dobro se počutil, pa to, se telo pol malo drugače reagira, ni to tako, kot na začetku, vsakih 5 minut letiš ali pa še prej, a ne, na stranišče. Ta stvar se pol malo regulira drugače, ne, ko poješ, takrat greš, če ne ješ, pa pač ne greš, a ne. Ker vodo pa moraš dobiti, a ne, ampak seveda, ja. telo že svoje naredi, a ne, zato jaz težko zdaj te stvari gledam, ko rečejo, koliko moraš piti, pa pa tret. Če bi vedeli, kaj smo zdaj počeli, bi rekli, to ne more držati, a ne, kaj vse se telo lahko navadi, a ne. In vem to tudi pred mano, a ne, na Makaluju, ko so imeli isto velike težave, iz drisko sploh, a ne. Zdaj se je to malo popravilo, da lahko več stvari ješ, pa to, da ni problem. Včasih je bilo pa to obupane. Ja, evo, to so izkušnje, ne, iz prve roke, ali kako že. In ta uspeh na nek način verjetno da eno dozo samozavesti, ne, ki je pomagala potem na dobro, pustimo sam spon, ampak že to, da pač greš na odpravo na Davlagiri, zdaj, če se vrnemo spet 81. leta. Ja, takrat je Šrof pač pogoje dal. Mislim, da je mogel vsak napisati 10 najtežjih vzponov, višjih od 500 metrov. Pa te izkušnje z odpravami, je bilo. A ne? Takrat sem pač mislil, da glede na to, da sem že bil na odpravi, se pač to pozna, da imam kaj možnost in sem se pol prijavil. Seveda izbere ni bilo, ki so šli vsi na loce, večina. A ne? In takrat je bilo še tako pravilo, da ne moreš iti na 2 odprave. To je bilo pa pravilo vezano na komisijo za odprave. Torej, Planinska zveza je imela ta pogoj. Tako, to je bil takrat pogoj, čeprav je tako. Ne. Ti si bila jugoslovanska odprava. A ne? Ja, ja. To je bila pa v Davlagiri je bila pa v bistvu prva slovenska odprava. In je pol tako prišlo, da je pač zbral tisto, kar je pač mu še na izbiro. A ne. In tako se je pol začel. Tako da me je enkrat lih, rekel, skoraj na obletnico, no, njegove smrti pol, a ne, to se pravi 15 let prej, a ne, zdaj okoli Božiča me pokliče v službo, če bi šla kaj v hribe, pa tako, a ne, pa se nisem še poznala takrat. Jaz sem vedel, kdo je ona, ampak on za mene ni poznal. No in so se pol zmenila in sva šla v Svingo po zimi. Te je testiral, ne? Ja. Kako že? Ja, da so šla skupaj, a ne, on je to, in pa še tukaj blizu sva bila doma, a ne, on je tudi v Kamenku živel, tako da smo se hitro lahko pol srečala in so v bistvu ta prvi vzpon pravzaprav v Svingo začela. No. Ja. In potem je prišla odprava, pridete pod Davlagiri, torej Šrauf je imel nagledano tudi cilje, ali kako že so mu bili jasni. Zakaj on na loce ni šel? On se je pač takrat že odločil, da ne gre na loce prav zato, ker potem ne more, ker želi Davlagiri.
Ne, njemu je bil, da je bilo hrib važen. On je za njega je bil ta hrib izgubljen. Kje je prišla ta fascinacija? On je bral Bertoncla knjigo, a ne, in se je potem to, rekel, v to zagnal in za njega je bil pač to bolj pomemben cilj, kot pa loce. Seveda bo on na loce kamor šel, če bi hotel. Ja. Ampak se je tako odločil in je malo rekel, da je razmišljal, da bi takrat Nejčov, pa Marion Zablotnik, pa Manfreda, da bi šla zraven, a ne, tako je nekako računal. Ampak pa so neki, da je tako, da so se pač čisto v detajle ne poznam, a ne, kako so se kdo, pa zakaj se kdo kaj odločil. V glavnem, pa je tako prišlo, da je on zbral to, kar je pač mu še na voljo, a ne. In ni bilo pa v planu prej, a ne, tako da večino denarja je šlo za loce, a ne, in bo težko denar nabrati, a ne, zato smo imeli tudi malo, tudi zdravnika ne, pa tako naprej. Ja, to sem slišal, ja. Da ni bilo zdravnika, da je bil Šrauf človek za vse skoraj na tej odpravi. Ja, seveda, zato ker je pač že bil že na Kangbačnu, Mahaluju dvakrat, a ne, pa Everestu prej, a ne, in je... Ja, seveda, še to je. In je bilo pač, kar je on rekel, to je bil zakon. Ja. Ja, in kako je pol stvar funkcionirala? Torej, prišli ste pod južno steno, ste pač... Je bil to glavni cilj? Torej, ste vedeli, kaj boste šli plezati, katero linijo, kje, kako ste se odločili potem? Ne, tisti nismo vedeli. Torej, južna stena je bil cilj, kako? Ja, to ja, samo se je Šrauf je bil spomladi in iz Videmca je šel tja. A ne, še danes ni poti od spodaj. Jaz zdaj vem, kako je, a ne, ampak v glavnem poti pod južno steno ni. Seveda so eni taki bypassi čez ene hribe, čez pa to, ki so daljši, a ne? Ampak po tisti dolini, ki prideš pod južno steno, še zdaj ni pot zrihtana, ker je izredno zahtevna. A ne? Mi smo imeli že dostop, a ne? Do podstene je bil, smo recimo 2 dni džunglo sekali, a ne? Ni nobene poti. Skozi džunglo, skozi veje, skozi to si mogel nože, smo vseh 6, ki nas je bilo, smo s tem kukrijem izsekavali, tako da smo prišli do reke, tam pa potem, ki bo še od spodaj še ta džungla, da smo drevesa posekali, mostove naredili, tam, ki je bilo. A ne, mislim, da smo jih 5 mogli narediti. A ne, ampak to zmer višji, a ne, seveda, pa manj ni več, ne, pa je pa nazaj dolet po take tramove in da so jih gor prinesli nosači, da smo most naredili in ko smo na zadnjega naredili, je padel nosač noter. Z vsemi, polovico našimi fiksnimi vrvmi. In ga je Jože Zupan, ga je zadnji moment prijel za vetrovko, ki je slučajno mu, da je dosti močna, da mu ni iztrgal, da ga je z vode potegnil. 2 koluta vrvi navita, 200 metrov, sta šla po reki dol. In pa so jo nosači kasneje, ki so šli nazaj, so jo najdeli nasekano na centimetre skoraj. To se vse odvil, noter pa, če si ob reki sedel, si pa slišal, kako te skale, kako se noter skale valijo po tistem dane. In je bilo, tako kar rekel, pol, ko gledaš to, kar grozljivo. Mi smo pa kar tam nekaj čez skakali, kar da ni nič, a ne. Tako, ampak seveda, to se je vse pač išlo nam uprit, a ne. Emil je pred mano, a ne, na eni skali sva bila tako, ki je bila malo pod kotom, pa malo trave gor, ne veliko. Sva stala skupaj in je nož mu nabrušen, a ne, in mu je nekaj spodrsnil. In je tisti nož spustil, je nož padel na tla kukri in je z roko udaril točno na rezilo. In se je celo roko prerezal do kosti. Sem rekel, evo, konec odprave za njega. To je omenil, ja, in da seveda Šrauf pol norel po Šraufovo, seveda, nekaj je vedel, kaj to pomeni. Kaj to pomeni, ampak, kakor sem jaz videl, skoraj ni bilo krvi. Ker je bilo že višina 3500 metrov, je že to gosta kri in mu ni skoraj nič tekel. In je bil čez nekaj dni dober, no.
To kar gledaš, a ne. Jaz sem mislil, da je že zaključil. Ja, Ampak pač je bilo tako. No in seveda, pol smo pa mal pred bazo, a ne, torej en dan pred bazo smo šele steno videli prej, pa ne. Ker je skozi bila v oblakih. Monsun je še bil in nismo videli, no, pa se pa je prikazala, to je pa bila. Je pa prikazala ta Marija tam gor in smo kar gledali, in to nismo pričakovali, da je to tako po koncu, ne. Šrauf jo je videl, kako že. Ja, on je pa bil spomladi že. Vi ostali pa verjetno malo Ja, seveda, a ne. je bilo treba vdihniti. A ne, ja, tako. Ja, in pa smo pač tja šli smo, bazo mogli seveda na nov postaviti vse, a ne, ker ni bilo nikoli še tam kakšnega, da bi kampiral, a ne. Ja, pa se je pa začelo raziskovanje, kje bi šli, pa tle bi, pa to bi. Aha. Pa enkrat so se eni sraki gor podarili, če steno gledal v levem delu in je celo levo krilo pokrila, ne. In tam pa ne bi šli rata, ne. Smo pa videli srake na vrh. Seveda, pa smo se pa v desno, ampak tudi v desno so bili sraki, a ne. Ampak manj. No in je pol nekako pol prevladali, da smo šli pa po desni stran, ki je bilo nam malo bolj pri roka, ne, je bila pa zato cirka 1000 metrov višji, ne. Tam bi lahko še po ledenikih pa tako prišli enih, da je bila stena ne 3 ure, a ne, tle dole je bila pa na 4100 se je začela. In je bil bolj skalni teren spodaj, ne? Tam ste fikse postavili, ali kako? Ja, en tak stožec je bil, ene 300 višinskih metrov, bo pa v steno, pa smo pa to pustili sem pa kaj ridel, tako da smo, seveda, ker nismo imeli vrvi, a ne, to polovico jih je šlo po vod dol, a ne, je bilo treba pač vrvi napeljati, kakor smo jih pač imeli, da smo spoznali spodnji del stene. Pol je tega zmanjkalo, ne, ampak je bilo višji še težji, je bilo treba od spodaj vrvi pobrati ven, pa višji naprej nesti, a ne, pa jih tam not pustiti, ki je bilo najtežji. Tako da to je bilo kar nekaj dela, a ne, da smo, pa klimatizacija je bila mal problem, ker smo bili, rekel, nizk dol, a ne. To je bilo 4-5 tisoč metrov, 4 do 5. A ne, pol nam je zvezni oficir dovolil, da smo šli lahko 6000 na Manapati, a ne, da smo šli gor, smo se klimatizirali, smo tam prespali, mislim, da 2 noči. In da smo vsej malo imeli tega. Ne. To je bilo pa tudi... To je bilo to. In razen to, kar ste v steni plezali, ko ste fikse spodaj postavljali. Ja, ampak tisto je bilo iz 4 do 5 jurjev. Ta Manapati pa skoraj 6400 visoka. Ne. Aha, to je to. In potem se je že začelo razmišljati o poskusu. Ja. In pa smo pa kar začeli pol, no mislim, ta aklimatizacija je bila prej, ko smo šli v steno, smo šli, mislim, da 2krat sem šel v steno, ta 3. smo šli že naprej. Razdelili ste se pa v 2 ekipi, oziroma Šrauf je to taktično naredil, torej Juš pa Šrauf, pa vsak svoja ekipa. Tako. In vi ste prvi imeli plan, da prvi greste. Kaj je bil dogovor pa, da ko pridete blizu, ali kako, da gre tudi druga za vami skupina, ali kako? Če se prav spomnim, je bil dogovor tak, da bi oni 2 dni za nami štartali. Ne takoj, ampak 2 dni za nami in seveda, takrat se je pol šele pokazalo, kakšne razmere so to v sten. To ni bil hec, to je bilo taka, kako bi rekel, so bile kar na meji, kako sploh, da nič ni bilo narobe. To je, ker nas je dež dobil, kam ni dež. To je tako, res, kot bi deževali, tako kam ne dol padel. Mi smo sem ta velike skale gledali, une ta mečke ne nič, ker nas je dobil. Tako da smo ušli zadnji moment, takrat nam je samo vrv pretovkal, pa nič kaj resenega ni bilo, no. In da smo šli lahko na enostransko polico, tako na obriku, že v steno skoraj, ne spet, in da smo bili tam 9 ur, lepega vremena, cel dan smo mogli tam biti. Da se je to umiril, da smo potem na večer, ko smo videli, da ne gre, smo plezali do 11 zvečer, da smo prišli do tiste višine, ki ni več toliko padala. Do 11
pa malo počiti, pa to ura je bila 5 zjutraj, gasa. In da smo terali spet cel dan, da smo prišli, kaj se je do 6:30, pa ni bilo več tega, ni bilo več skala. Ne? In tisto je bila res kar taka huda zadeva, da nismo nič dobili, ne, takrat. Ni bilo logike nobene. Ja, pa tudi orang plezanje, ne? Tudi v snegu tam in to, ko se jaz pač to sklepam iz fotografij, ne? To bo pa akter povedal, ne? Ja, seveda, to je bilo noro, a ne? Tudi kasneje, ko sem s Tomažem Humorjem so tam, je rekel, tam dol so skozi plazovi kamniti šibala, ne? Tam ne bi šel z oben nar, a ne? In seveda mi prej, ko smo bili v sten toliko nižji, mi nismo vedeli, da je tam gor tak. Zato, ker vse, kar je letel, to je letelke okrog, da mi v sten nismo nič tega imeli. Ne? So bile kakšne manjše zadeve, ampak ni en plas nas je v sten dobu, a ne? Ampak sred spet minuta, dve, da sta, jaz sem že bil prej na eni policiji, pa sta prišla Emil pa Šrauf nazaj, in se kar enkrat stemni okrog nas. Srečno smo imeli tam res dobro polico pa to. In smo se prijeli za vrvi, ki je to potegnili čez. Juž, pa Rok, pa Sabla so bili pa že od spodaj, ja, ne? So bili pa že v sten, samo precej nižji. In zgleda, da je takrat to šlo mem, ne? Da ni na nek prišlo, je bil Šrauf, ker malo jezen, rekel, kaj pa delate to vse, kje pa ste pa tako, ne? Seveda, on je tako hiter mal popenil in je, no, ampak pol ni bilo nič, se je vse dobro končalo. No? Torej, ekipa Sabla, Kolar in Zupan Juš, oni so že šli v bistvu za vami, ali kako? Ne, to še nismo šli. To je bil še na začetku raziskovanje. Prvi, kom rekel, prvih 1000 metrov nekje smo raziskovali, pol pa nič več. Pa v bistvu to, kar vam je bilo znano, od tam naprej, od te točke, je pa bilo v bistvu čisto nepopisan list himalajske stene. Pa nismo nič vedeli, kaj bo naprej gora. Ne? In sveda, pol časa pa ni bilo več velika. Ne? Ja, in pol ste štartali mislim, in je šlo, torej prvi dan, drugi dan manj, tretji, ne? 9 bivakov do v bistvu vzpona, v vzponu, ne? 9 bivakov. Tako, ja. Ja, je bilo problem, ne, če bi šli oni za nami, ne, druga skupina. Oni bi prišparali en dan na dan. Če mi 2 dni bi oni v eno dnev to naredili. Ja. Zato, ker mi smo mogli, ko smo prišli v tistih ledenih strmih flankah, ne, smo mogli v živ led. To je bil morebiti 5 cm, 10 snega, pa je bil pa voden led od spod. In mi smo mogli skopati polico za šotor, da smo spali. In smo mogli ob 3 popoldne začeti kopati, da smo v 3 urah skupali toliko, da smo spali. In če bi pa plezal do 6 zvečer, bi bila stvar čisto drugačna. Seveda, ja. In to je bilo vsak dan. Tega je bilo veliko, to ni bilo malo. Višji gor je bilo celo tako, da smo, začneš kopati, pa skopaš pol metra, pa se pa skala pojav. Tam ne moreš še tako postaviti. In moraš ponoviti vajo nek drugje. Tako da to je bilo, tiste so bile kar izredno naporne stvari. In to je bilo, mislim, koliko je bilo to, pa težke ruza, ki smo imeli, ne? Vse seboj, ne? Vso opremo in Šrauf je prvi dan, ali ta drugi dan, mislim, da je že to bajlo zlomil, špico, mu je odletela, ne? No, meni je cepin dol padel, ampak ne daleč, tako enih 15 metrov, pa se je ustavil, sem ga šel iskat. Tako da je bilo skozi kakšne take stvari, je pa problem, ne? En kuhalnik imaš, ne? Če tisti crkne, je problema. Ne? Kako pa je bilo s hrano? Torej, 9 bivakov ste vi, koliko ste računali, da boste? Ja, mi smo računali, da bomo 5 dni gor, pa 2 dni dol. To zrav za 7 dni smo imeli hrane s sabo.
pomeni, da ste že v bistvu pri vzponu gor porabili vso hrano ali kako? Ali ste še vedno bolj šparali ali kako? Ja, ne, seveda se ne poješ toliko, ker ne moreš. A ne. Če tekočine ne dobiš, tudi lačen nisi. In smo potem do podvrha, nam je plina zmanjkalo. In ko nam je plina zmanjkalo, smo imeli še uno hrano, da se je astronautsko hrano, toplo vodo poliješ in ima za jest. In smo, ko nam je zmanjkalo plina, kaj češ tako hrano imeti, jo nimaš kaj. Ne? In takrat smo potem pod vrhom vse predzmetali, kar je bilo. Jaz vem, da sem plezalni pas preč vrgel, eno vrv smo že tudi preč dali, smo imeli dve, kaj še. Emil je rekel celo, da ste šotor pustili. Šotor smo tam pustili. Edini šotor, ki ste ga imeli, ste pustili tam. Ja, ga nam je zasul v parih minutah. Šrauf je si znoro išel ven, to je bilo 7800 metrov, je šel ven in ne vem, kaj je sicer delal, v glavnem ven je šel, še sem cajt je prtulil noter v šotor in je že čist trde prste. In je bil mraz, takrat je veter, tako da je bilo kar hladno. Čelado sem že nekaj dni prej dol vrgel pusten, ker je bila, ker je bilo že preveč, že preveč teže, vse je bilo treba zreducirati sprot. Tako da mi praktično od tam, ko sem šel dol, vstal edin spalna vreča v ruzaku, cepin dereze, fotoaparat. In pol še ta prigoda, ko najdete šotor, ki ga mislite uporabiti in pol zadanete kaj plinsko bombo, ali kaj, skurili ste šotor, tam, ki je bil kaj od Japoncev ali čigav? Pač en šotor isti dan zvečer, ko smo vso hrano že prečvrgali, smo rekli, to nimamo kaj imeti, smo najdeli pa kuhalnik pa plin, če bili bi tisto hrano svede sabo vzeli. In smo prišli na večer, pridemo na tisti šotor in seveda pol nismo imeli baterije. In smo s cepinem kopali, v šotoru je bil pa vodni led in v tem ledu so bile pa tudi plinske bombice. In ko smo tolkali, se je udaril tudi v bombico, pa smo eno pa šel plin ven. Ampak je bilo dosti mraz, je ta plin nekako not ustal v prtleha. In ker nismo videli nič, se je en farcah pržgal, ko ga bo zdaj, da so kaj videli, takrat se je pa to vnel. In je začel posod tisti plin goreti. Sej drugega ni bilo, edin šotor se nekaj se je vnel, da smo pa dve luknje naredili, take malo večje, da je pa to pač po noč pihalo skozi. In to je v bistvu že bil začetek sestopa, Vi ste ja, to je bilo že sestopati. 10. noč, 10. noč. Ja. No in Emil, poslušalci lahko si pogledajo posnetek njegovega pripovedovanja, njegovih spominov. On tu nekje, v tem času on razlaga, kako ste se zbudili in si on zavezuje dereze gor in ti ga prosiš, če ti lahko on zaveže čevlje. In on pogleda pa reče v tem smislu, kaj pa je, zakaj pa ne moreš, da imaš trde prste ali kako že, kako pa so noge, in ti rečeš, nog pa že 3 dni ne čutim, kako je bilo pa to? Ja, jaz skozi čutiš te mravljince. Zdaj, kaj to pomeni, seveda se mi nismo čevljev... Kakšne čevlje ste imeli to? To jih je Alpina naredila, dobili smo jih 3-4 dni preden smo šli. Jih oben še hodil ni v njih. Tako v bazi, ko smo šli na hrib se aklimatizirati, pa to je Emil vse podplet odstopil. Kar gledali, kaj to sež, da smo videli, pa smo imeli neostik lepilo, da smo zalepili pa skalo na čevelj za 2 dni in je pol držala. Ampak ja, takrat sem imel že tle, rekel, na rokah sem imel že te bunkice take, so se že pojavljale v zebline in tako da in sem mu takrat kar probleme že, da bi kaj naredil. Zdaj mi je takrat Emil, če se spomnim, čevelj sem jaz še prvezal, mislim, da je derezo mi dal gor.
derezo, da mi je dal in mi je ena dol padla. Ne. Hmal po tistem, pa sem pa kar z eno hodil, pa eno pa brez. Ne. Je bil sneh tak, da si to dal. Sem jo sabo vzel, seveda, nisem jo preč vrgel. Ja, tako da je dokaj se je, to se pravi, 10 dni se je vreme držal. Pot smo pa že dol prišli, ki je bil položen teren, pa se je pa vreme obrnil, pa je pa snežil 2 dni, tako da smo komaj videli, kam jet. Ampak na nek način linijo ste kar zadeli, ne? Torej, da ste vedeli, ali je bilo to logično, ker je pač edino tja se dalo, ali kako? Ne, logike ni bilo, kar se tega tiče, ne. Vedeli smo, kam moramo jeti, pa tako naprej in smo v tisto smer. Sej mahla ni skos, tudi če sneži, ni skos, se da kaj videti, ampak smo vedeli, zdaj tlele v tole smer, in pol je bilo treba pač pregazati tista, Takrat sem mu kar, mislim, da največ krize je bilo lih takrat, mislim, da je 11. dan, takrat je bilo težko, da smo šli. Seveda, to smo takrat še zvoranih bilo, mi smo spali zunaj, spalno vrečo, zjutraj pač malo snaha na tep. Tu se mi poraja vprašanje, ko sem se pogovarjal z Drejcem Karničarjem, ki je pomrznil na Anapurni, takrat 95. leta, ko sta smučala z Davotom dol. On pravi, da dobro, da je takrat prismučal v bazo, ker če bi na Taboru 1 ostal, kar je bila opcija, da naslednji dan, ko je videl, ko je pač je prišlo do izraza, da je pomrzno, ne bi več mogel dol priti. Tu se zdaj... Tu te sprašujem, kako si zmogel, torej, a te je bolelo že, kako je bilo hoditi, glede na to, da pač imamo informacije, da naj bi to zelo bolelo in tako naprej. Ti pa si še par dni se stopal. Še ne, to pride, kad prideš toliko nizk dol, da je skozi toplo, tle je bilo še zmeraj skozi mraz. In še ni prišlo do reakcije. Zgleda, jaz skozi razlagam to, da še ni bilo še dosti toplo, še ne, in smo pač hodili, vse je bilo kar zanimivo, ker mi je, tale prsta, prstanc mi je do drugega členka, mi je že tam komplet koža, pa noht je šel dol, do ta drugega členka, iz koža v rec. Takrat lih prve pomoči nismo imeli, sem dal sem rokavico nazaj. Volneno. Torej, tebi je šla koža že dol in noht, vse. In ti si dal samo rokavico čez in gremo naprej. Ni bilo nobenega flajštrapa, povoja pa teh stvari. Tako da sem dal pol to nazaj in je bilo treba pač, mi smo imeli 2 ali 3, 2 sigurno, če ne 3 kline, še sabo. Pa eno vrv, in ko smo plezali dol, je bilo treba pač se po vrvi spustiti in po tistem smo pa je pa zmanjkalo, Pardon. Vmes med eno spustom pa drugmo je bilo treba splezati tudi detajle 4. stopnje, recimo, da smo prišli spet do mesta, da bomo čim nižji prišli, ker nismo imeli klinov. In smo takrat vse porabili. In sem mogel s takim prstom, pa s takim rokam to pač dol splezati. Saj ni šlo drugače. Izbire ni bilo. Tako da smo prišli, da smo se, mislim, da 3-krat spustili po vrvi do ledenika. Tam smo prespali, smo pohodili sneh. Drug dan je bilo to, rečem, skoraj pol metra, smo se po noč premaknili. Ker si prej pohodil, pa to pa si videl, kakšna razpoka je ratala čez noč. Ker je bil pa že začetek ledenika. In pa je pa bilo lepo, toplo, fajn, je bilo tako v redu. Takrat sem pol v derezah spal v spalni vreči, pa nisem da več dol. Tako da je bilo pol tiskrno in drug dan je bil pa nov sneh, pa je pa toplo ratal tam, pa nov sneh. To so se take cokle delale, da si komaj nogo dvignil, pa naslednji korak. In tam ti si je bila tudi taka stvar, da smo 12 ur smo hodili dol. Nič jesti, nič piti se nismo imeli. Mi smo najdli en pokrovček, tak,
pokrovček je bil, težko bi da je rekel, koliko je to veliko, ne vem, morbiti za deci vode, a ne. 2 deci morbiti še, no. V glavnem, in tam noč smo vodo kuhali, ker smo tisti plin pol pa kuhalnik dobili, hrane nismo imeli in sem v tistem smo, pa eno čokolado smo še nekaj imeli, tako da smo v tisto vodo dali košček majhen čokolade, da si tam pa popil. To je bilo vode na dan, ne vem, čez 2 deci. Da si nekaj tekočine dobil, a ne, in pol pa še tisti ledenik je bil pa fec razbit, a ne, in je bilo treba cik-cak skozi cel dan, pa smo tam dol tista, ne, in je bilo tudi, je bilo treba pač nekaj dol se spustiti, a ne. In jaz vem, da sem pač kaj na tisti rob, pač kjer v ledeniku so te razpoke. In da sem dol spustil, sem rekel, Emil, daj me ti dol spust, bo lažje, a ne meni. Seveda, to je bilo lahko rečeno, jaz ga nisem čakal, da to naredi, jaz sem se kar spustil. In sem na hrbet dol padel ene 3 metre, 4 morbita, ne. Na hrbet dol se je, imaš ruzak, pol ni bilo nobenih takih posledic. Ampak ni se pa nič naredilo, no. Tako da tam je bilo tudi veliko takih detajlov, a ne, da smo to prebili do noči in je bila že tama, ko smo prišli z ledenika dol, a ne, in tisto je bilo pol res kar taka odrešitev. No in pa smo še tavali po noč, kar po tistih travankih smo dol hodili, pa smo že mislili, te pa hiša, pa pridemo zraven, je bila taka velika skala, a ne. In no, pa smo se pa tam nek pač usedli, da imamo dosti in smo zaspali, ne. Drugi dan zjutraj smo se pa slekli prvič po 15 dneh, a ne, smo dali čevlje dol, pa vse to, malo na soncu, da smo poležali do 10, nič več, a ne. Ja, pa smo se pač v dolino in tisto je bilo pa spet naslednja, ne, taka zgodba, ki je srečamo pa enega belgijskega zdravnika, nam je dal nam je prvič juho skuhal, da smo juho pojedli, a ne. Seveda prejšnje dneve smo sneh jedli, ker ni bilo drugega, smo sneh jedli, a ne. In na sebi sem mu 5 hlač. Spodnje hlače, une hlače, tretje hlače do vetrnih, a ne. In ko smo tisto juho pojedli, a ne, jaz sem prej želodec od tistega snaha razdražen, sem takoj drisko dobil. In kje, s tistim rokam, to ne moreš hlače odpeti, koliko zdajle skoraj, ne, da se odpneš hlače, a ne, je bilo pol v hlačah, pol sem pa ven zlil. In pol sem bil še skozi dan tak. Nismo imeli nobenih robčkov s sabo, pa tušov, pa tega, ne. In si pol tak hodil še naslednjih 5 dni do pa pol še avion, ja, pol je bil še več kot teden, 10 dni, lažem, se smo teden čakali, pa 5 je 12, to se pravi 14 dni sem bil tak. Kaj pa bolečine? Ja, no, še to klih še vmes. Ta Belic mi je dal viski, je imel eno flašo viskija s sabo in ga je tudi nam dal, a ne. Jaz nisem vedel, koga sem spil. Od tistega sneha, pa od vseh teh, bi rekel, preteklih dni, ko sem ga spil, bi rekel, sej, in požirka, ne, ga narediš. Nisem vedel, koga je v ustih. Čist nobenega okusa ni bilo. In potem smo šli v dolino, no, tam smo pa vedeli, da lahko dol pridemo, smo imeli nekaj denarja njihovega sabo, a ne. No, in takrat smo potem 2 večerje si naročili, a ne. Več to je pomenilo krompir v blisah, pa še malo riža, a ne, saj to ni bilo ne vem koga, a ne. In no, in takrat po večerji nam je dal pa ta zdravnik še enkrat viski. No, takrat sem pa že imel malo okusa. Ja. No, ja, takrat je bila možnost, da bi šel jaz lahko na sever proti Džomsonu, a ne, na avion pa dol. In sem rekel, vse še ni tako, pa še to ni, pa vun, pa pejmo skupaj, a ne, seveda, no, v redu, a ne, seveda, pol se je pa začel, ne, tam je bilo pa toplo, pa reakcija in pa smo pol je bilo
Pa ta tretji dan, ko smo po dolini hodili, so bili pa že problemi, 10 minut sem lahko hodil. Pa sem se mogel posedeti za minuto. Pa spet 10 minut, pa spet. In to se je skosa, ne. Ja, seveda, mi smo vedeli, da nas tudi kolegi iščejo, pa to nismo imeli kontaktov z njimi, nobene stvari, a ne. In tam, seveda, so nas iskali in so policajem pač, ko so šli na policijsko postajo, če je kakšen tak bil tle, a ne. Kje je nič, kjer nič. Pa se je pa tam eden malo spomnil, da so pa bili eni malo čudni, a ne. Seveda, mi smo hodili v notranjih čevljih, te zunanje čevlje smo dol dali, mi smo imeli sem notranje, a ne. In se je govoril in je Juš v 3 urah menda tisti prelav, fuk smo mi 3 dni hodili. Je skozi dol tekel. In to mi še nismo vedeli, a ne, kako je to bilo. V glavnem pridemo dol in sem mislil, da je Šrauf šel nekam na policijo, a ne, da bo nekaj povedal, ker nismo pa imeli dokumentov s seboj. Da je potem to se zmenil in sem mislil, in zdaj imela so tam bila v eni gostilni, so rekla, ja piši ga, da lahko je pa Šrauf spet nažrl, da do besede ne more ali karkoli, pa da so se skrehali kaj, a ne. Se Šrauf pride po nekoliko cajt nazaj in pravi, kaj pa je? Ja nič, kjer ni ubenga, a ne. Nič ne vejo za to, pravi, da je mogel na policiji 2-krat povedati, zakaj smo mi brez dokumentov. Zato, da nas ne bi kaj jegali, pa to, da so bili obveščeni, a ne tudi. No in seveda, naslednji dan je šel pokona na policijo spet, zakaj pa ko narabite, jaz dok ne more hoditi. Ja, kaj pa je, pa kako, je že ta druga, ta tretja jim isto zgodbo mogel povedati. No in seveda, pa so kona zrihtali in sem jaz kona zajahal in sem šel. Emil pa Šraufca še malo počakala, no in v tem sajtu je pa Juš dol prelaufal. In da z njima kontakta, ne, kje, kaj, kako naprej in pač. In Juš zagleda vas žive, ne, to je verjetno bilo kar olajšanje za njega, za njih. Oni so verjetno. Ja, seveda, oni so takrat fest nastradali, so imeli srečo, da so tudi preživeli, ne. To niso, rekel, taki heci, tam, ki greš ti v ene velike stene, to so take temperaturne razlike, to skozi dol pada. Če je lepo vreme, je hudo, kad dol pada, če je pa slabo vreme, ki malo zmrzne, je pa sneži, pa so pa plazovi. Kot zelo, nikoli ne veš, da je lih dober tam biti. Tako da, to je to, ja. Ja, no, ampak da vas je Juš, potem, ko je verjetno že nima veliko upanja, da ste se vredi zvlekli ven, ja, vas zagleda tam, ja. Ne, to. Mi smo imeli radijsko zvezo, ampak ta radijska zveza je spet delovala tako, kot običajno. Do takrat, ki je še vse v redu. Pol smo pa že mi rabili že podatke, a ne, mi smo vedeli, da oni ne grejo za nami, a ne. Seveda jih pa nismo mogli več poklicati. Te radijske postaje so bile spomladi na Loceju. A ne, so bile že odpravi prej. In pol ne veš, kva to dela, ne dela, koliko cajt bo to delalo, koliko je to zdaj zares. In pol nam je čist crkljna in pod nobeni pogoji ni bilo več možnosti, da bi kaj poklicala. In pol je bilo vse na gledanju okrog, če bo kdo kaj videl. Ampak to je vse tudi tako delač, da en človek tam je zanemarljiv, ko gledaš, če poznaš. Že malo gledaš, ampak če pa ne boš opazil takoj, da se tam kakšen premika. Pa greš še kakšne, kako bi rekel, zabuhal prideš, a ne, ko se te navidi. Ja, seveda. A ne? Tako da ja, so imeli takrat kar hude težave, tudi sami s sabo, da so skozi prišli. A ne? Ja, in tisti je, no, sej tle, ker sem, spet človek se ne more vsega, ne, povedati, ker sem prišel v dolino iz hriba dol, to, se je že pol peš po to okrog napuren, ki gre, ne. Sem je za moment, koliko elektrike zmanjka, pa prežge takoj, ne. In tako sem je meni v glavo naredil in sem padel iz poti dol. Ker sem dol padel, sem vse vedel, zakaj se gre, zakaj sem pa padel, pa ne. In se je pol to prikopljem nazaj gor
In pol je bilo pa treba to merkati, da ne bi še enkrat tukaj tazga prišlo, ker tam so pa soteske, pa te stvari, vse pot je široka, ampak vse je bila tam tudi. Tako da je bilo, tisti je bilo tako bi rekel, neugodno, in nismo imeli prve pomoči s seboj, smo fehtali malo razne ljudi, kdo bi lahko kaj dal, da smo vsej malo dobili, da si majčken tako naredil, ampak to je bilo bolj tako, Ker gangrena je že nastala, in pri gangreni pa, kakor jaz vem, edino nož kaj pomaga, drugega pa nič. No in to je zdaj, kdaj so pa začeli rezati, ko si domov prišel? Ja. Ampak takrat si že imel konkretno verjetno vnetje in gnitje noter, torej ni bilo prej straha za kako zastrupitvijo s krvjo in tako naprej. Je bila zadeva stabilna, da si prišel, v Ljubljani so potem Ja, ni bilo tako. Ko sem 2 dni kona jahal, Ja. do enega letališča, ki zdaj ga ni več, en tak traven, ki je bil, ki so krave gor pasli, drugače. 2krat na teden so pa to iz sireno dol spravili, da je letališče funkcioniralo, pa spet. No in tam sem na soncu ležal 2 dni, mene so bezgavke bolele, nisem mogel več sedeti. In sem 2 dni roke na soncu obračal, pa noge, tako da mi je sonce že kar kožo zažgal od teh upeklin. In se je pozdravilo to. Je šlo nazaj. Pol me niso več bezgavke bolele. Tako da je sonce, jaz mislim, da mi je sonce tako pomagal, ker UV žarke uničujejo te stvari in je, da sem eno roko usposobil skorčiti, da je bila že posušena in sem lahko že kaj delal znova. Ja, drugače po noč pa vročina, pa sem se tresel celo noč, nazaj na sonce, pa je bilo v redu, pa spet. In to je v 2 noči tako. No, in seveda, avion bo mogel takoj priti, pa ni prišel, pa tako naprej, in namesto da bi takoj prišel, je prišel čez en teden. In smo pol en teden v tisti vasi bili, tam je en bifejček mečken, jim odprl, da nam je hrano kuhal, pa tako naprej, smo imeli vse za jesti. Ampak od dnevov, ko si pomrznil, koliko časa je bilo treba, da si v bistvu prišel do konkretne zdravstvene oskrbe oziroma do potem končnih odločitev? Ne vem, da ste v Ljubljano prišli, koliko časa je to trajalo, ker ti si imel takrat še... Ja, to je bilo 5 dni smo hodili, da se pravi, s hriba dol. To je bilo brez hrane, pa nismo imeli nič za jesti, praktično nič. 5 dni je bilo tam, pa pol še, mislim, da pol je bilo pa še 5 dni, 3 dni po dolin, pa en dan, pa 2 dni s konom. To se pravi, je bilo to 10, pa v Katmandu, da smo dan prišli, to je bilo kar tam več kot 14 dni. Od takrat, Antibiotikov, kaj podobnega, nič. Ja, v prašku smo imeli nekaj, ampak tudi sem pol videl, ko smo tudi v Ljubljano prišli, so isto naredili naprej. Nič drugače. Prašek na rano, ker to je bilo že v Katmanduju, ki je gangrena. V bistvu je tako, ta desna noga, ki jo imam najmanj, je bila tudi najmanj ozebljena. Ampak zaradi tega je prišlo pa do večje reakcije in je prej gangrena nastopila. Tako da je to meso vse v tekočinu in je krv tekla. To skozi teče, skozi kaplja dol. Tako da si videl že skozi, takole bi rekel, skozi kožo si skozi videl. Kite pa kosti, pa mesa pa ni bilo več, kožo. Je bila že, rekel, že luknja skozi. Seveda, to je pol, šrauf se je še nekaj matral, ja, veš, pa to zdaj pa ne vem, kako bo s tvojim prstom, si kot šrauf, da je nekaj. Jaz to že vem, ne vem, koliko saj, da jih ne mogo rešiti, lej, pa sem rekel, a slišiš, kaj je lesen prst, ne more drugače biti čiščaren. Pa ni več, tako. Jaz sem mislil, da me kaj, ampak jaz sem vedel, da je v bistvu to daleč najmanjša cena, ki sem jo plačal. Ja, to je res, ja. Da bi iz tam
Seveda, da je to ugibanje, pa ne vem kam, ampak jaz mislim, da je prav veliko ni bilo več časa. Dan, dva še, mora biti, pa te pa zmanjka, enostavno ne moreš več. Ne? Ker moči ni, energije nimaš, kaj češ pa. Ne? Ja, v redu se je vseeno, ne, na koncu. Ja, seveda, sej. Zdaj, ja. z končnega vidika, ali pa rezultata, ki ga poznamo, lahko rečemo, da se je v redu speljalo. Razen ti si v bistvu res najbolj nastradal, kar se tiče omrzlin. Ampak no, tu je zdaj naslednje vprašanje. Vedel si, da bojo rezali ti prste na nogi. Kako si pa v tistem trenutku razmišljal? Si rekel, to je pa zdaj konec, ne bom več mogel plezati, takrat si bil najbolj vroč, ali pač, ker pač rezultat nedolgo potem si v bistvu spet bil v Himalaji že, ne? Kako so šla ta razmišljanja? Ja, takrat se sploh nisem s tem, rekel, tisti trenutek ukvarjal, a ne? Edin, tudi, ker sem vedel, da bojo, a ne? Ampak še zmer ni, si mislil, ne vem, no, težko rečem, kako hrane, sploh nisem toliko razmišljal okoli teh stvari, a ne. Edin, takrat po operaciji, a ne, ko sem nazaj v sobo prišel, a ne, takrat sem pa kar tako malo pogledal, koliko je to zdaj krajš pa to, a ne, ker si videl, kaj je povit, a ne, da to je pa zdaj tisti problem, a ne, prej še nisi toliko razmišljal o tem, a ne. Koliko bo pa kaj bo, a ne, ker teh izkušenj tudi pri nas ni prav veliko. Jih je bilo nekaj, a ne? Zoran Bešlinov, pa Marička, pa Volkarjeva, pa no, Hercog, mislim, da je bil tudi še pred tem, da je bil, mislim, ta je bil kasneje. No? Tako da nekaj ljudi je bilo, ne, ki so imeli te ozebline, ampak razen Zorana pa Maričke je bilo več. Ne? Tako da to smo pač pol vse tudi malo povezali, pa slišali, pa debatirali, kaj, kako. Ne. In potem je pa ja, da je to sej. Človek nima druge izbere, pol, kad to, kad dan pride, ne, treba spet vse na novo zamenjati. Ne. Takrat sem skušal vse 21 kila, ne. Zdaj se pravi, to ni bilo nič, sam koža pa kost. Mišic pa tega ni bilo. In čevljev seveda tudi ne, a ne. Je treba vse na novo čevlje dobiti, a ne. Kamorkoli, jaz nisem benga čevlja, benga ne moreš obuti, a ne. Tako da mi je Šrauf takrat na hiter ene skibucke dal, da sem v skibuckah, ki je bilo to mahko pa toplo, a ne. Pa to je bil januar, a ne, pred novim letom sem prišel iz bolnice. In da sem se lahko mal šel tako, mal bližji od avta do hiše, pa nič drugega. Ne. Ja, to je bilo pol še, to so. Ja, ampak vseeno te lahko čez par let spet zasledimo v Himalaji, ne? Torej si na Lhotse Šar odpravi 87. No, pa Ganeš, pa Pomori. Ja, to je bilo pol kasneje, ne. Ja. Potem sem šel v hribe, ne, za 1. maj sem že plezal. Že za 1. maj, torej ja. Pol leta slabega potem. Tako sem šel plezat v Paklenici, a ne velik sicer, ampak takrat sem šel. No in počasi sem začel bolj v hribe tudi hoditi, pa spet tako, a ne, ker je bil problem čevljev, ne, čevlje dobiti je bila to misija nemogoče. Šele takrat so prišli ven, zelo leta 82 so prišli ven prvi plastični čevlji, to, ki jih zdaj poznamo, a ne. To je bilo tisto leto, a ne, ko so jih začeli delati in seveda pol je pa treba to napeljati, da sem šel v Avstrijo v Koflah, v fabriko, da so mi dali različne čevlje po velikosti, a ne, ker jih v trgovini ne moreš dobiti. Tako tudi ta širitev čevljev še ni bila na enem nivoju, koliko bi mogla biti, a ne. Tako da, ja, je trajalo to, da spet vse čevlje dobiš, pol pa čevlje za vsak dan, pa tako naprej. To je, jaz moram zdaj 10-krat je to trgovino, preden čevlje kupam, da mi je všeč, da mi je prav, pa tako, če mi je lev dober, me desen ni, če je desen, mi ta lev ne paše, a ne. In to so res hude muke, pol velikrat jih nimajo. Naslednja varianta je ta, moške
Zdaj imam recimo številko 41. A ne. In veliko se zgodi, ja, da 41 imamo najmanjše, ker so moški. In zdaj doskrat, če niso kakšne čudne barve, tudi ženske superge vzamem, pa je v redu, a ne. Tako da vse sorte moraš zdaj probati, a ne. In to je res, bom rekel, kako pa so ljudje pametni, bom jaz povedal, kako bo. Ti se mene poslušaš. Ja, seveda, če bi ti vedel, za koga se gre, pa so bo vsi tih takoj, ko vidijo, za koga se gre. To pa jaz zdaj ne vem več, a ne. Ja, in pač to je to, ne. Ja, kaj pa za hribe, gojzarji, pa to, glede na to, da si bil spet v Himalaji, kak si pa ob čevlji se opremo? Ja, to so pa spet te večji čevlji, a ne, tam je malo lažje, zato ker je tehnično ni treba tako težko plezati, a ne, tudi nisem šel, a ne, seveda, ta prva stvar, a ne, in po lažjih pa lahko greš tudi, če imaš majčkeno več čevelj, a ne, pa še zmeraj lahko greš, a ne. Če nogo prav postavljaš, pa to gre, a ne. Seveda, mora biti pa čim bližji, a ne. Ja, pa sem pa bil, do 81, do 87 nisem šel nikamor. Takrat sem imel tudi majhna otroka doma, tako da me je pa služba, a ne, in me je lih tisti čas nekako prav prišel, da sem se nekako, bi rekel, tako zrihtal, a ne. No, pa sem šel pa, jaz sem se že zlagal, takrat še nisem otrok. V glavnem je bilo to treba narediti. No, 87. En let prej sem otroka dobil, je bil še majhen, ko sem šel, no, po tistem pa nisem bil, do 94. Ja, tako je, do Ganeša nisem bil nikjer, pa sem bil pa pri Šraufu, so se pa malo pogovarjala, pa drug tudi, pa da bi nekam šli, pa tako naprej. No, in takrat si pa spet odprl, pa začeli in sem od 94. pa do danes praktično vsako leto nekam gre. Ja, in tudi uspešno, ne? 2006 celo na 8000, ne, na Čo-Oju. Ja, sej pa sem bil, recimo, takrat smo šli na Ganeš Himal. Ja, pa Pomorje. Problem je bil, sem jaz takrat 3 mesece pred odhodom sem padel, tudi zgoraj sem si obe noge zlomil. In me doktor v kliničnem centru pride mem, rekel, obe noge so zlomljene. Sem rekel, me nič ne zanima, čez 3 mesece morajo biti dobre. Računa nekaj, morbiti pa bo. In pod pogojem je bilo, ja. Ampak je že pol zdravnik vedel, da imam jaz že spokan doma, da je brez veze, da me zadržuje, a ne. Ker sem mu še počel na pogačico, a ne, in je rekel, kdaj pa boste tam to pa to, kdaj greste v hribe, tole, en mesec bo še, no, morbiti pa bo. No, ampak moram reči, da vsega je bilo nekaj, no. Tako da sem merkal in nisem se preveč gnal pol takrat, zato da bi tudi na vrh prišel. No. No, ampak na Pomorju si že potem stal, ne, na vrhu? Ja, no, to je bilo še, pa smo šli, 95. sem šel v Južno Ameriko, za en mesec pa pol v Ande, smo malo tam, sem bil na enih 4-5 tisočakih. Ampak seveda, to ni bil več alpinizem, a ne, da bi zdaj ne vem kaj objavljal, pa to. Pol je bilo pa 97. je bil pa, smo šli pa na Pomorje, ja, pa Tomaž Humarjev, pa Carlos Carsolio iz Mehike. Ja, to je ta odprava, ko Humar pa Jeglič zlezeta Nupce, ne? In potem Jeglič z vrha, verjetno, ne, torej pade, ja. Kak je bil pa to v bistvu? To sta bile 2 manjše odprave, a ne? In jaz sem bil pač v teh za Pomorje, samo da pridemo na Pomorje pa nazaj, ko je to končano, gremo mi domov, oni grejo pa pol še na Nupce, a ne. Seveda, tam se je pol tudi nesreča zgodila, a ne, na Pomorju. Je bil en trekking češki in so 3 Slovaki umrli, eden je pa preživel, a ne. In ko smo mi šli gor na tabor, da bomo prespali, pridemo na tabor,
okoli 6200 metrov visok. Se jaz po postaji vprašam Tomažu, sem rekel, no, živijo ura je 10, koliko smo se zmenili, Je rekel, končno, kje pa ste, kaj pa delate, kaj pa je zdaj? Jaz sem rekel, kaj pa je narobe, so se zmenili, da sem v 10 slišal, Ja, ampak zdaj je drugače. Prav, nisem vedel, vedel sem, da je nesreča gor, nisem pa vedel, kdo je. In da so rekli, da so trije manjkajo, nekako. Ja, sem rekel, v redu, pa kaj je, No, pa smo prišli do tega, da so pa to Čehi, pa en Čeh je bil, pa 3 Slovaki. In so šli kar direkt na vrh. Nič nobenih taborov, nič aklimatiziran. Kot trekking je prišel tja, Jaz sem rekel, smo pa rečem, sem rekel, v redu. Lej, mi gremo jutri zjutraj proti vrhu, bom lahko takrat kaj povedal, dale smo pa tle, Ura je bila pa seveda 11 polne. No in nekako so vsi izvedeli, takrat so pa podevali res tam zvedeli frekvence in čeprav smo imeli mi eno tako svojo, neuradno, in so vsi poslušali preko radijske postaje, kaj se dogaja, kaj, In jaz se rečem, ja, nimamo kaj, zjutraj bomo pogledali, kaj bomo gor prišli, se to ni blizu, In okrog enih, jaz slišim po postaji, da se je en prevalil na nepalsko stran, ker tam bi šla pa lih meja Tibet, Nepal, Da se je prevalil čez in da nekako se stopa. Pa sem pa že vedel, koliko je ura, kako je pa zdaj, No in mi se začnemo, jaz pa še Franci Kokaljev pa Damjan Kočarjev, se začnemo malo prištimati, da bomo šli nasprot, No in malo po tistem me že kličejo po postaji, kaj pa zdaj je pa tako, da je pa eden viden, ki gre dol pa tako, In sem rekel, v redu, bomo šli nasprot, kaj čem. Seveda, tam je pa res ena taka velika barijera serakov in ti hodiš kar en cajt pod njimi in se umikaš, In tam sem šel pa jaz malo hitrejši, one dva in pa je pa en tak leden žleb, pa strm, In jaz po tistem žlebu plezam gor, ker enkrat jaz pogledam nad sabo, ga zagledam tega možakarja, O, mama mi je bilo meni, da če bi on takrat naredil še korak dva šel, verjetno dol pa šlo 2 kilometra ali pa več, Sem rekel, počakaj. So pa malo slovenski tudi zastopili, so bili Čehi, se dal vedeti, za kaj se gre. In jaz takoj ven iz upadence, pa krog. On je bil, do kolena je bil takole gol, derezo je mu pod 45 stopinj, je imel čisto odmontirano. In on ni vedel, za kaj se gre. In potem sem ga jaz, sem rekel, kakšen zdaj, dej pa, sem imel en kos vrvi sabo, in ga prevežem, da ga dol spustim, tistih, tam je bilo morbiti 15-20 metrov. In še predtem on prav, en moj kolega je še živ gor. Sem rekel, me je prav žal, če češ tebe ali pa obenga, Je pa taka nevihta prihajala, to je bilo res črno, ne plav, ali pa bi rekel temno plav. In se je vreme takrat res čist pokvaril. No in smo sem rekel, če češ tebe ali pa kaj, jaz te ne morem drugega dati. Tam smo še sami težko hodiš, na tisti višini, kako še enega nesu. No, pol je pa se nekako sprijaznil, ga prevežem, spustim dol. In ko je prišel do konca, sta pa Damjan pa Franci prišla in sta ga sem vse potegnila v lažji svet. In pridem še dol, kaj pa zdaj, je meni tisto vreme, ki je, to je bil zmer hujš. Zdaj, kakva bo to? Ni bilo druge, kot da sva jaz pa Damjan unga prijela za pas, pred stran. In smo šli, sem rekel, do Francevno, sem rekel, ti pa tle počak, da boš povedal, kako je bilo. In zašibava po tisti dol, tisti ni bilo toliko strmo, kot je bilo nevarena. In potem se ta stvar, tako bi rekel, pobočjek se pa tako obrne, da je bil greben, tam smo imeli pa šotor. Tako če bi plas potegnil, gre narazen.
In sva ga nekako res samo za pas, pa sva prvo rekla, da pa sem hota. Ne. In pridemo do šotora, to je bilo z nožem porezati šnirance, a ne. On ni vedel, za kva se gre tako. Ni bil nobene reakcije. Zdravnik je tudi pol za nami prišel hmala, ne. In ga spravimo v šotor, kako bomo zdaj spali. Šotor za 2, bili smo pa 4, a ne. No in smo se pač nekako 4 v tistega dvojčka spravili, 3 en za drugim, Damjan je pa počes ležal, da je bil pri vratih, a ne. In je rekel, Franci bil pa zraven, a ne, kot zdravnik zraven ga leži, ne. Je rekel, da se boš hitro zbudil, če bo karkoli narobe. Prav, jaz ne vem, kaj bo ta človek naredil, če po noč vstane. No, nevihta je začela orati, tako da je šel šotor do nosu. Čist ga je dol prbila, ne. In sred noči se on hoče vstati, da je šel na malo potrebo, a ne. Mater dela, kaj zdaj narediti? Ja, nič. Ne more venjeti, a ne, v tistem. Tisto posodo, ki smo zvečer kuhali, pa jedli, a ne, se je on to olajša, a ne, v tisto. In seveda, pa tista sopara, ki se dvigne. Franci prav, jaz bom bruhal, jaz ne morem več ga prenačiti, koga je. In seveda, pa to hitro vrata odpremo še, pa to, da smo do zraka prišli. In tako smo nekako to noč preživeli, zjutraj, ta možakar sedi, a so še kaj napravil? Ja, ampak nobene reakcije, za kaj se gre. In tam je pa pol spet piš, ga smo ga mogli pa napraviti, kot majhnega otroka. Čevlje nazaj, ki sem prej porezal, prejšnji dan je treba vse to zrihtati, da je mu čevlje zavezane, da reze gor, vse privezati na štrk in pa smo šli. Tam dol je pa, takoj pod šotorom so pa ni strmi predeli, a ne? In to še prečenca, ne samo tako. In pa sem ga dvakrat uzmerjal, Milan mu je bilo ime, a ne, sem ga uzmerjal, sem rekel, Milan, da je pa dost. Da pa moraš stisniti, ki bo treba 3-4 korake gor narediti. Da ga nisem mogla nesti v prečenc, ki je strm let, to ne moreš, da ga dej kar na hrbet dal pa nesu, a ne. In takrat je zares vzel, je prišel malo k sebi, če ga uzmeril, je bolj pozoren ratov, a ne. In smo ga potem, to je bolj, da drug dan do večera, da smo prišli dol, čist že precej proti bazi, no takrat smo dobili po 2 dneh šele pomoč. Da so prišli pa Tomaž, pa Johan, so prišli pa nam nasproti, ker so bili pa na sosednjem hribu in so prišli že tudi v dolino in so nam prišli pomagati. Takrat smo se pol mečken, rekel tako, da smo malo vse prišli. In naslednji dan, ta tretji dan, so spet naši fantje pelali tega možakarja do Gorak Šepa, da ga je helikopter pobral. In nobene pomoči ni bilo. Bila sta prišla 2 zdravnika, en Kanačan, pa en, mislim, da je bil Španc ali pa Bask, no, da sta prišla k nam. Mi smo bili višji kot baza Everesta. In ni pa toliko daleč. In sta prišla gor, če treba kaj pomagati, a ne. So pa oni vsi gledali, pa vse vedeli, pa mi delamo tam. Zato, ker v tem se je pa Pumori lepo videti iz baze. Everesta ne vidiš, a ne. Pumori pa in so vse videli, tako da in so pol, tako da sta prišla in so tudi tle prespala pri nas. Na drug dan pa dol še, pa na helikopter in je šel. Ne. In nismo vedeli dolg cajt, a ne. Da sva bila spet s Tomažem pod Everestom na trekkingu, kasneje, koliko let. Prav, Tomaž, veš, kjega sem srečal? Rekel, nimam pojma. Prav, Mihal. A je to on Čeh, ki je v nevodu, ki so se te pobili, ne? Mihal je bil pa en turističen vodič, ne? A je bil on? Je bil i on? Ne ga videl. Je rekel, ja. Sem rekel, a tisti helikopter, ki je prelezel, je še za njega spet? Prav, ja. In je bil zgleda spet neko nezgodo, a ne. Ja, in je povedal, da je mu počeno vanjsko dno. In on ni variante, da bi prišel živ dol.
Sam ne. Ker je bil čisto odsoten, on ni vedel, zakaj se gre. Tam gor tisti del, ki je šel, mu je sem zato uspel, ker je bil dosti položen. Ker ni bil, je bilo, mislim, ni bilo strmo, no, on tako rekel. In da je to preživel, imel ljubljansko dno. In je pol tudi v Franciji rekel, da je mu nasil, da je lahko kaj tazga, ker tako ni bil čist. A ne? Ja, in so pol, to je bilo, pa tudi tam dol je bilo odmevno, po cel dolin so zvedeli pol, tako, ko smo šli domov, ne, so pol, kamorkoli smo prišli, so, vi ste tisti, so spraševali. Ja, tako da je to, ne. In ja, pa smo šli pa še kam. 97, da sem bil tudi nekje, no 99 sem s Tomažem na Dolgirju spet. S kakim razlogom? Glih zaradi poznavanja terena, okolja? Torej, Tomaž je bil tu, torej, tvoj skoraj sokrajan, ne? Ja, midva so se pač že prej poznala, ne. Ja, on je pa rekel, če bi šel z njima, ne, jaz sem takrat brez službe ostal, malo pred tem, ne, je šla firma v stečaj in sem rekel, daj pa ti povej, a rabaš ali ne rabaš, da sem jaz službe iščem, da jaz ne morem biti brez, ne. No, in je pol on, ja, tik pred zdajci, a ne, on je bil tako, ne, to 2 dni prej ni nič vedel, čez 2 dni mogli biti pa vse narejen. In je pa tako in smo pač šli tudi, ja, ne. In seveda, pa smo se to malo, on si je pač zamislil, kako bo on to videl, a ne. In je bilo, seveda, kar nekaj ljudi tudi zraven, ker pač jih niso pasali, a ne. Za moj okus, seveda, za njega je bilo to drugače, ki jih je zbiral, a ne. Ja, in se pač tam tudi njegova zgodba, bi rekel, podobno dogajala, a ne, ki je to delati s tem, da je on pač helikopterom v bazo prišel, mu ni bilo treba, on se je lahko klimatiziral, pa še v bazo se je pripeljal, a ne. Ni bilo treba tiste logistike po dolini. In jaz sem enega, je bil šerpa pri nas, a ne, iz te doline doma, tam od spodaj, pa so se tako malo pogovarjali, sem rekel, imaš že kakšno pot? Prav, še nobene ni. Prav, tista dolina je še zmeraj divja, a ne, in je, bi bila tako, bi rekel, bi bila pa zanimiva za kakšen trekking peljati, a ne, ker do podjužne stene, pa se pa lahko čez hribe, čez pride na vzhodno stran, dokaj enostavno, a ne, ni velik, bi rekel, zapleza, zelo malo. In potem pride spet na druge planjave in v dolino. Bil tak zanimiv divji trekking, a ne, ker ni nič, a ne. Ja, in ta, dobro, Tomaža je menda tudi helikopter pobral pri sestopu, ne? Ja, tako je bilo. Drugi časi, ne, torej glede na vas. Ja, jaz ga nisem mogel prepričati, ne, da ne bi on sestopil v normalno bazo, pa čez hrib dol, ker je logistično, terensko, vse bistveno lažje, pa ni. On si je zamislil, da hoče tle dol jeti, ne. In s Tomo tam Drolcem sva bila tam gor, po tistem, to je bil ledenik razbit, kot hodeč. To nisi vedel, a boš prišel skozi, kje boš prišel v en tret, a ne. To ni bilo enostavno, a ne. Ja, fiks se napelja, kako boš napeljal čez 1-2 razpoke, pa pa vrvi zmanjka, kako pa čez ta drugo, ta tretjo prišel. In sem rekel, glej, Tomaž Pešega, tlele ne bo, a ne. Ne bo šlo, mi dva ne morava zdaj gori prideti. In so popokala vse, so šla iz 4,5 na 2,5, pa nazaj na 6. A ne, v parih dneh. Spet na minimum hrane ali nič, pa da sva prišla gor, ker v severno bazo, tam je običajna, a ne, tam smo že prej bili. In baterije, problem z baterijami je bil kondens in so baterije crkljne, nisem mu več rezervnih, samo še rabljene nekaj, tako da sem ga lik slišal, da bo helikopterja ni bilo. In sem rekel, gor moral iti pola, ne. In sva šla gor popolne, štartava sva bila z nočjo gor, tam pa pol spet prej pa baterije greješ, a ne, da bo sej klic 2 narediš, ko bo bližji, rabiš manjšo moč, a ne, in se je pol v glasu, no, da smo pol se kje, mi dva sva
tlele, ki je ta šotor bil, kje pa ti, v njej pa vendar spok bil malo višji in smo se pol zvečer dobili, no, tako da je bilo pol to skupaj, pol je drug dan helikopter prišel, ni mogel pristati tam, pri Taboru, je šel nižji dol in je bilo treba pol še gazati do helikopterja, da je pol vse skupaj pobral nas in na južno stran v bazo pristal, tam so seveda naložili vso robo, kar so jo imeli, jaz sem šel pa tako malo ven po bazi, malo peš okrog, da sem par slik naredil, pa malo, da sem se spomnil tista, kako je bilo. In pol nas je peljal v Pokro. Tam smo pa ven prišli, seveda, mi smo imeli poln snaha še na sepa, Pokraj pa tropski kraj skoraj, pa tisti in smo se še malo kepali, pol tisti sneg smo ga mi imeli v nahrbniku pa v teh stvarih. Smo se še malo, zafrkavali, tako da je pol ta del hitro zaključen. No? Ja, in pol, če pogledamo malo na tvoje vzpenjanje na visoke gore, tistih pa 100 metrov dobrih, ki vam je zmanjkalo 81. do vrha, pa na nek način pridejo pol na račun 2,6. Torej 2,6 ti stopiš na 8000-ak, na Čooju. Tako, to so pa tle iz Slovenske Bistrice, smo se pač med sabo poznali. Je bil vodja. Vodja je bil Dani, smo se poznali, pa ne vem, dale tudi kako je bila ena beseda, da bi šli. Dani je bil že 3-krat, 4-krat, pa mu ni uspel gor prideti. Pa smo se pa tako nekako zmenili, da bi jaz tu čov, zraven, če je pleca. In pa smo pač se zmenili in šli in to je... Tam je pa pač šlo, tako bi rekel, čisto normalno, brez kakšnih težav. Tako bi rekel, ker sem kot navajen na bolj strmo, pa to, jaz še pasul nisem sabo jemal pa te stvari, tistih mal vrvi, ki jaz si šel lahko kar tako, mal si se prijel pa si se potehnil česa. Dočim zavede, za večino, jaz sem tam videl enega, ki je bil na 6,5 skisi, kam je hodil, pa to sem si mislil, tak človek ni za tle. On se sploh ne zaveda, kaj bi bilo, če ga ima zmanjkati, pa da ga nima pa rok zaradi kakšnega razloga, pa se lahko škripne zelo hiter. Ja, res je, ja. To ni heca, in se ljudje tega ne zavedajo, da so že toliko hmal grejo na to. Zdaj je pač to moderna zadeva. Ampak na višini nisi imel težav. Tudi kasneje potem, da bi te zeblo bolj v noge ali kaj podobnega zaradi amputacij. Ja, mislim... Ko sem šel na Lotse Šar, sem bil predtem na operaciji še eni. Da so mi mišico vzeli z roke, pa so dali na nogo, pa tako, in je bil en ameriški zdravnik tudi zraven in me operirajo, zrihtajo. In zdaj pa merkat, da te na ozebel, da na to, da na tako. Ja, vse no, pa sem šel pa jaz, seveda, malo že pomerkaš pa to, in sem šel na odpravo, Februarja smo šli v Himalajo, takrat na Lotse Šar in jaz pa Štremflo, Andrej pa Janez Šušteršičev, smo bili skupaj in mene je takrat gor iz 6 na 7 jurjev, ko smo šli, me zebe sem utrde noge do kolena, Rekel, šla pa ne vem, če je dober. In jaz sem rekel, in ponudil tisto vrh, ki sem jaz nesel, sem rekel, Andrej, ima še kaj nucaš? Je rekel, ne, nič, prav, to še eno vrv mava, potegneva pa fertika, Sem rekel, no, pa grem pa jaz kar nazaj dol in šibam do Tabora, 6300, tam se pa sezujem, pa dol nič ni bilo. Je bilo pa vse v redu, pa to, sem mu pa zmerno nogavice s sabo. Vsak dan nove, oprane ali pa bi rekel, čiste, sveže nogavice, da ni bilo, ker zmer imaš kaj mokro. In preč pa druge. Vse so posešili, ampak takrat ne more biti. Ja, in je pol to bilo, me je res skrbel tam, če okej, no pa ni bilo pol nič. In ko sem prišel domov, me pokličejo te zdravniki, prav da je ameriški zdravnik spet pride v Slovenijo, prav, a ti prinesel pokazati tole, kako je. Jaz sem rekel, lahko. In pride, gleda, tako bi rekel, malo posluša, ja, kva si pa kaj delal, pa to. Jaz sem rekel, malo sem šel, pa tako malo, pa
take stvari, ne, koliko sem šel visok, pa koliko je bil mraz, a ne, pa tak, aha. in ni pol me nisem kol več poklical. So pač videli, a ne, kako je v redu, pa to, in mi niso pol nikoli več mi ni bilo treba hoditi kazati, ker je pa to za njih dober podatek verjeten, če je eden da kot če enega, kaj sem, tazga, ki ni aktiven, je to problem, a ne. Ja, tako da, ja, take, to se spol skozi ta leta se skozi kaj dogaja, pa navezuje naprej nazaj, a ne. Za zadnje vprašanje, odkje si črpal to energijo pa motivacijo, da po vsem teh v bistvu prigodah, težavah, ki so se ti zgodile, da je bila še vedno prisotna želja po Himalaji, po plezanju, je to pač življenje kot tako? No, jaz sem takrat vedel, ne, da po Dologirju bolj zmatran ne morem biti. Ker če sem pa lahko še bolj zmatran, pa me pa ni več. Ne? In to je bila tista motivacija za vse ostale stvari. Ja, saj še ni nič hudega, saj še ni tako, kot je bilo. In se spomnim tudi Šrofa, ki je rekel prav. To še ni hudo, prav, še iz Čopa, ki Čopa po zim plezal, ja, to še ni to hudo, kot takrat, to se pravi, ni nobenih težav bolj, če še ni to hudo, kaj je že bilo. In iz tega pol ven vidiš, da v bistvu ni nič tazga, kako bi rekel, hudega, da bi ni težko jeti ali pa rečeš, dobro, danes me pa kaj boli, pa ne morem, druga spet lahko. Mi smo bili včasih, bi rekel, pozim, skozi v hribih. Jaz sem v tistih ta boljših letih, mislim, da sem 2 noči iz sobote na nedeljo prespal doma. Da smo bili skozi po hribih. Pozim, pa je bil slabo vreme, pa je tako. Saj ni nujno, da smo šli visok. Smo šli po Kamniško Bistrico, lovcu pomagati drva napravljati za te lovske koče, ki jih je imel. Pa smo šli tja gor, pa smo se imeli lušten tisti vikend. Če je bil toliko za nič vreme. Tako da smo bili pa skozi. Ja, in vse to se je potem nabralo, zato da ste bili tako tudi vzdržljivi, žilavi, ne? Ja. In da ste konec koncev, da si preživel to odisejo, da v Lagiri lahko, ne? Ja, seveda. Iz Šrofom so šla po službi. Iz konca, Žmavčarje, pa po velikem hrbenu na bivak. To je bil, takrat so naredili, prejšnji bivak so naredili. In 1:15 so bila. Iz konca, čez greben, ki je treba pa se glih merkati, pa poplezavati skozi, pa do bivaka 1:15. To je čez 1000 višinskih metrov. To je letel, ker sam satan. Ko sem začela to hitro, sem rekel, pa ne vem, kako so končali. Ampak pojk sem enkrat v tišung prišla, pa je pa kaj dosti strmo gor, samo tekla nisva še. To hitro sva šla, kakor lahko hitro še greš. Če bi šel še malo hitreje, bi tekel. In takrat je to je tako. To z roko si samo čez glavo mahnil, nekaj parjev, pa si se že na rok dvignil, pa ta druga tudi. To je sem zato, ker to se da, včasih, ker ni tako strmo, ali kaj tazga to gre, pa da dobro stojiš. Seveda, če bi to kar tako na rokah visel, pol to ne bi tako počel. Ja, tako da se take stvari se pač takrat ni bilo nič hudega. Ja, bili ste kar huda generacija in res zanimive zgodbe so se vam zgodile na tej poti in tako, spet smo prišli do konca še ene epizode iz zgodovine slovenskega alpinizma. Cene, hvala za to, ker si z nami delil vse te prigode, izkušnje in v bistvu življenjske nauke. Verjamem, da so bile meni tako ali tako, pa ostalim poslušalcem tudi zelo zanimive. Dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, imam pa seveda hvala za pozornost, hvala za to, ker ste bili z nami in kot je ponavadi se vidimo, slišimo
v novi zgodbi. Do takrat pa srečno z Cenetom Cenkotom Berčičem, pa vas lepo pozdravljamo še enkrat takole in srečno. Živijo.